Hej, lepo pozdravljeni v našem 5. webinarju. Današnji webinar je zelo poseben. Zakaj? To je naš prvi interaktivni webinar, kjer dejansko vsi skupaj lahko izvajamo vaje, vi pred vašimi zasloni, jaz pred svojim. Lepo pozdravljeni, kakorkoli nas gledate. Kaj je današnji webinar? Vsi vemo, da slaba telesna drža, pretežno sedečo delo, premalo gibanja, slaba skeletna mobilizacija, nekako zakrčen iliopsoas, se pravi upogivalka našega kolka in premalo spanja so eden izmed razlogov, zakaj občutimo bolečine v križu. Bolečine v križu so taka stvar, s katero smo se že vsi spopadli. Ponavadi nas hrbet boli, neprijetno je, mi moramo jih delati, moramo dejansko se gibati, ampak bolečina nas konstantno spremlja. In današnji webinar bomo prikazal 5 vaj, ki vam bodo pomagale ali odpraviti težave, ali pa celo poskrbele, da nikoli teh težav ne boste imeli. Tako bomo rekli, v komentarju, ki bo na koncu objavljen webinarja, si lahko pa prenesete 4 vaje, s katerimi lahko izgubite odvečno maščobo in oblikujete svojo postavo do poletja. Ja, res je. Do poletja lahko samo 4 vajami, če jih pravilno izvajate, oblikujete svojo postavo. Ne pozabite, na koncu webinarja v komentarju boste sprejeli vaš brezplačni trening 4 vaj. Današnje 5 vaj za odpravo in preventivo hrbta. Vaj je ogromno. Jaz sem izbral 5, ki dejansko so začetne vaje in jih lahko vsak izvaja. Vse, kar potrebujete, so udobna neka športna oblačila, podloga mehka in seveda naše vaje. Smo pripravljeni? Pričeli bomo z ogrevanjem. Počasi bomo ogreli celotno telo. Dajte se res udobno namestiti. Če vam ta položaj ni udoben, lahko poskušajte kako drugače. Lahko se date v sedeč položaj, lahko se date po turško, lahko sedite normalno. Pomembno je, da vam je udobno. In kar je zelo pomembno, na koncu našega webinarja bomo imeli žrebanje za nekoga, ki bo prejel brezplačno video kuharsko delavnico, kako si hitro in enostavno pripraviti zdrav zajtrk, samo 1, 2, 3, 4 sestavinami, oziroma 3. 3 sestavine zdrav zajtrk je lahko pripravljen. A ste za to? Dobro. Začnimo z ogrevanjem, se postavimo v sedeč položaj, udobno se nadomestimo. Hrbtenica je lepo poravnana, vrat je od podaljšku hrbtenice, glava je nekako nad rameni, ramena so nad medenico, sedimo na sednicah, se pravi na naših sednicah, to je ta kost spodaj na spodnjem delu medenice, kolena rahlo počivajo, rame so sproščene, glava je sproščena. Kar je zelo pomembno pri ogrevanju, moramo dihati. Tako da dajmo vsako vajo narediti z dihanjem. Ko izvedemo gib, vdihnemo in tudi izdihnemo. Vdihnemo vedno skozi nos, izdih skozi usta. Celotne te vaje, ki danes delamo, so narejene na sistemu mobilizacije sklepov. Kaj to je? Dejansko mobilizacija je taka vadba, ki vam pripomore k temu, da se vaše sklepi postavijo v popolno ravnovesje in da nikoli ne občutite težav oziroma bolečin. Ker je ta vadba ena najboljših na trenutno in dokazano, smo isto vadbo treninga vključili v naš Motiviraj me program. Motiviraj me program je zelo sestavljen kompleksno, se pravi iz 4 osnovnih delov treninga, 3 malo kompleksnejših in 3 bonus treninga. Vse vaje so zelo lepo razložene, zelo lepo predstavljene, motivirani ste in ne bo vam vzelo več kot 30 minut časa dnevno. 6 dni na teden in vedno boste v formi vašega življenja. Vse informacije v zvezi s to vrstno vadbo in programom lahko dobite na strani www.motiviraj-me.si. Zdaj pa gremo kar v ogrevanju, udobno se namestimo, se pripravimo, smo rekli dihamo in vdihnemo. Gor izdihnemo, pogled dol, vdihnemo,
gor, izdihnemo, dol. Roke so sproščene, rame so sproščene, vdihnemo gor in izdihnemo dol lepo. Vdihnemo gor, izdihnemo počasi dol. Še vedno izvajamo vajo. Izdihnemo. Vdihnemo počasi gor. Izdihnemo. Še zadnjič vdihnemo. Izdihnemo. Zdaj bomo začeli tako glavo obračati enkrat v eno stran, drugič v drugo stran. Vdihnemo, izdihnemo skozi usta. Vdihnemo, izdihnemo, vdihnemo in izdihnemo. Bodite pozorni, da imate raven trup, glava je naravnost in vajo še vedno počasi z izdihom in vdihom izvajate. Počasi dihamo. Super. Zdaj pa gremo tako, počasi z vdihom in izdihom spuščamo glavo z ene strani na drugo, vdih, spustimo ušesa dol, izdih, pa na drugo stran. Poskušamo tako, da ne potegnemo ramo k ušesu, ampak dejansko rama počiva po svojem sklepu, trup je zravnan, sedimo in počasi spuščamo eno stran in na drugo stran. Vdihnemo in izdih. Dajte se lepo sprostiti, vajo izvajati lepo sproščeno. Ste dobro? Ja, se dobro počutite? Super, počasi delamo. Izdihnemo počasi. Bravo, vdih. Pa izdih počasi. Vse, ki ste me vprašali, če bo posnetek še vedno na voljo, vsi, ki niste uspeli danes biti od 18:30 na naši strani, si boste lahko posnetek ogledali kadarkoli. Na Facebook strani Motiviraj me, greste dol po časovnici, si predvajate in lahko kadarkoli ponovite ta isti program, lahko vsak dan, lahko 2-krat na dan, lahko 3-krat na teden, vseeno je. Lahko ga kadarkoli in brezplačno dostopate do njega na naši strani Motiviraj me. Zdaj pa bomo šli tako, počasi se bomo naslonili na stran, roka gre čez glavo, vdih počasi na sredino in izdih na drugo stran. Vdih na sredini, sedimo in izdihnemo. Hrbtenica se zravna in izdih gre v stran. Super. Vdih, izdih počasi. Vdih, izdihnemo v stran. Pa spet. Vdihnemo, izdihnemo počasi. Izdih. Ogrevanje je dobro, da izvajamo vsaj 10 minut. Tako da telo počasi pripravimo na našo vadbo, ga razbremenimo, ga segrejemo, prekrvavimo in spravimo kisik do vseh sklepov mišic, ki bomo potem počasi narahlo spravili na njihov položaj oziroma jih raztegnili. Izdih, super. Bomo pa isto trup naredili tako, da bomo se zarotirali v stran z ravno hrbtenico. Vdihnemo na sredino, se zarotiramo v drugo stran. Vdihnemo na sredino,
Vse zarotiramo. Vdihnemo. Zravnani smo. Rotacija v stran. Dihamo na sredini. Vdih na sredini, izdih v stran. Celoten izdih, zadržimo telo v strani. Super. Dobro, smo dobro. Malo obrnemo, dvignemo roke in rotiramo počasi rame nazaj. Dihamo in rotacije delamo z ramami počasi nazaj. Dvignemo roke, izvajamo rotacijo počasi nazaj. Počasi dihamo lepo. Roke spustimo pred seboj, dihamo in počasi rotiramo rame nazaj. Ko damo nazaj roke v stran, začnemo z rotacijami ramen naprej. Dihamo in počasi rotiramo ramena naprej. Rotiramo, dvignemo roke, rotiramo rame naprej, spustimo roke pred sabo, rotiramo počasi naprej. Super. Zdaj se bomo pa tako, zarotiral se bomo v stran, da boste lažje videli. Se damo počasi na kolena, se dvignemo, roke damo v medenico. In zdaj, če se predstavljate vašo medenico, kot da sveti naprej, da ima ene dve luči pred sabo, ona sveti naprej, jo počasi poskušamo s temi lučmi posvetiti gor, tako da medenico zarotiramo nazaj in da jo počasi rotiramo naprej. Rotiramo medenico nazaj in počasi rotiramo medenico naprej. Celoten gib poskušamo izvajati tako, da imamo gor trup raven in samo premika se medenica in boki. Nazaj in naprej. Roke damo sem, rotiramo naprej medenico, rotiramo nazaj. Rotiramo naprej, rotiramo nazaj. Ko fajn zarotiramo nazaj, bi mogli začutiti tukaj, da počasi razteguje. Rotiramo medenico naprej in jo rotiramo nazaj. Dihamo, glava je podaljšana hrbtenice, trup je zravnan, telo je ravno. Rotiramo naprej, rotiramo nazaj. Še vedno. Rotiramo naprej medenico in jo zarotiramo nazaj. Super, še malo izvajamo vajo. Naprej rotiramo in rotiramo nazaj. Rotacija naprej, rotacija nazaj. Dobro. Počasi gib izvajamo, če začutite bolečino v spodnjem delu hrbta, poskušajte gib izvesti samo toliko, da ne bo preveč bolečine. Spravi, počasi izvajate gib in kontrolirate, da ni preveč bolečine. Rotirate medenico in počasi izvajate ta gib. Zdaj pa naslednja vaja. Bomo skušali medenico, s tem, da imamo trup raven, upravljati enkrat v eno stran, naprej, v nasprotno smer, pa nazaj. Se pravi, jo počasi potiskamo, rame so na mestu in jo rotiramo okrog. Gremo enkrat v vašo desno, naprej, v vašo levo, pa nazaj. Rotiramo medenico v stran, naprej, v stran, nazaj. Pa ponovimo še zadnjič, naprej, v stran, pa nazaj. Zdaj pa ponovimo isto v drugo stran, se pravi v vašo levo. Potisnemo boke, naprej, v stran, pa nazaj. Pa v stran, pa naprej, pa v stran, pa nazaj. Gib izvajamo počasi, vdihujemo skozi nos, izdihnemo skozi usta, izvajamo počasi, delamo počasne gibe, kontroliramo naše telo, kontroliramo mišice, poskušamo razumeti, kaj se dejansko dogaja z našim telesom.
Tako, počasi, super. Naslednja vaja bo predklon. Tisti, ki ste zelo gibljivi, lahko roke pokrčite za vratom in jih položite dlani na rame. Naredite predklon globok in se počasi dvignete gor. Ponovite dol, predklon in počasi dvignete trup gor. Tukaj naj bo vdih, ko gremo dol, pa izdih. Spravi, vdihnemo skozi nos, izdih, počasi gremo dol. Vdih skozi nos, izdih, počasi se spuščamo dol. Vdih. Super, vsi, ki vam je ta vaja pretežka, lahko roke date v strani, jih razširite in delate isto vajo s tem, da izdihnete, prekrižate roke pred seboj, greste v predklon in se odpirate, odpreste roke narazen. Še enkrat, izdih, greste dol v predklon in se počasi odpirate narazen. Izdih dol, vdih, se poravnamo gor. Ko pridemo gor, moramo biti res ravni, medenica je pod nami, rame so nad medenico, vse skupaj je nad koleni, glava je podaljšana kot tenice, poravnani smo, naša puščica in naše telo je lepo ravno in skladno. Gremo še zadnjič. Gremo dol v predklon in se počasi odpremo na gor. Super. Tako, 10 minut smo porabili za naše ogrevanje. Upam, da vam je bilo dobro, se počutite segreti, a čutite, da je telo navdano lepo s kisikom, da so vaše mišice lepo zbujene, da ste lahkotni, da ni več tistih trdih občutkov. Če ste pri katerikoli vaji občutili zelo težek občutek in bolečino, je to znak, da je vaše telo ni v najboljšem stanju, da vaša mobilizacija ni najboljša in da je zelo pomembno, da v prihodnje poskrbite za mobilizacijo teh področij. Se pravi, z izvajanjem vaj redno boste napredovali in dejansko si pomagali, da vas ne bo več bolelo. A gremo naprej k vajam. Dajmo še narediti en požirk vode. Jaz sem vam že tukaj pripravljeno. Ne rabite dosti vode, ni to visoko aerobna vadba. Tako. Aha, imena z listki so že naštimani, tako da to še čaka potem za žrebanje, vedno tudi vi, ko mi čakate. Naj samo še povem, da naslednji teden v sredo bomo imeli kuharsko delavnico v živo. Ja, kuharska delavnica, kjer bomo v živo z našim mojstrom kuhanja kuhali samo za vas in sicer super hiter zdrav obrok. Dokazala vam bo, da lahko v pol ure naredite celotno kosilo, ki zadeva predjed, glavno jed in sladico. Vse skupaj v samo 30 minutah. Tako da ni več razloga, da ne bi imeli časa za pravilno hrano, za pravilen obrok, da nimate časa, da skuhate za svojo družino. Ni vam potrebno več porabiti 4 ure, da skuhate, oziroma 2 uri, 3 ure, 1 uro, ampak samo 30 minut in vaš zdrav obrok je pripravljen. Ampak to šele naslednjo sredo ob 18:30 na strani motiviraj.me. Ok, gremo na prvo vajo in sicer prva vaja se imenuje izteg iliopsoas mišice. Postavimo se na kolena, naše pete so odzadaj pod nami, če se ne morete usesti, ste lahko malo više, se dvignemo gor na kolena, tako da smo poravnani, medenica je nad koleni, rame so nad medenico in vrat in glava je lepo podaljšal vsega skupaj. Eno koleno dvignemo pred sabo, tako da dobimo pravi kot. Stopalo je plosko na tleh, roke bomo dali v boke in kot smo prej vadili, bomo zarotirali medenico
malo naprej in jo počasi začnemo rotirati nazaj toliko, da začutimo razteg naše stegenske mišice in kolka. Se pravi, rotiramo medenico nazaj, trup je raven, ampak spodnji del se rotira nazaj, proti tja. Držimo, začutimo razteg. Roke so v boku in držimo počasi in dihamo. Počasi dihamo in čutimo, kako se nam mišica razteguje, sprošča se nam, raztegujemo mišico, rotirani smo. Naj ponovim še enkrat, medenico zarotiramo ne naprej, zgornji del, ampak jo rotiramo nazaj. Nazaj toliko, da začutimo razteg stegenske mišice in kolka. Rotiramo nazaj, zadržimo gib in dihamo. Počasi popustimo, se damo rahlo nazaj, da sprostimo mišico, damo koleno nazaj pod sebe, zdaj pa isto ponovimo z drugo nogo. Potegnemo drugo nogo pred sabo, damo roke v kolke, smo rekli ne nazaj, se pravi ne proti tja, ampak zarotiramo medenico v drugo smer, držimo, smo poravnani, roke so v bokih in čutimo trenutno, kako se nam druga noga razteguje, od stegna gor proti kolku. Ta gib zadržimo, držimo toliko časa, kolikor lahko, vsaj minuto do 2. Držimo in dihamo počasi. Rotiramo, držimo, dihamo. Dihamo, držimo. Dobro, počasi popustimo nazaj in se sprostimo. Naj povem, da je iliopsoas mišica, ki je najpomembnejša mišica v našem telesu in je ponavadi najbolj zapostavljena. Ker mi kar dostakrat sedimo, naš način sedeči življenja, ali je to v pisarni, ali je to v avtu, ali je to doma, ali je to na kavču, silimo naš položaj telesa, da je tako, da je v bistvu kolk pokrčen. In zaradi tega načina življenja se naša ta mišica iliopsoas zakrči, se potegne skupaj, se skrajša in zaradi tega vodi v to, da dobimo nepravilno položaj medenice. S tem, ker je medenica v nepravilnem položaju, je naša telesna drža napačna. Ker je telesna drža napačna, je celoten pritisk telesa se skoncentrira na naš ledveni del. In ker se skoncentrira celoten pritisk zgornjega dela in spodnjega, nas potem boli hrbet oziroma križ. Razumete? Ker je ta mišica pokrčena, nas začne pritiskati celotna teža na križ. In to je ponavadi največji vzrok, da nas boli križ, da nas bolijo kolki, da nas bolijo kolena, da nas bolijo gležnji. Zakrčena iliopsoas mišica. Gremo na drugo vajo, postavili se bomo na vse 4. Kolena imamo zadaj, pod sabo, počasi bomo spustili hrbet dol, stisnili lopatice in pogledali gor. Celoten gib ponovimo tudi v drugo stran, se pravi, dvignemo hrbtenico gor, lopatice gredo narazen in glava gre dol. Vdihnemo, spustimo hrbtenico dol, lopatice gredo skupaj in glava in pogled je gor. Ponovno v drugo stran, lopatice narazen, hrbtenica gre gor in glava in pogled gre dol. Ponovimo še 3-krat. Počasi zarotiramo, hrbtenica gre dol, lopatice skupaj, glava je gor. V drugo stran.
In še zadnjič ponovimo isto vajo. Hrbtenica gre dol, glava je gor. In zarotiramo v drugo stran. Super. Poravnamo hrbtenico, se počasi usedemo, sprostimo. Dajte vajo izvajati zelo počasi, zelo kontrolirano. Bodite pozorni, da ne silite telo v bolečino, ampak greste do tega, da vam je dejansko pri vaji prijetno. Ni potrebno, da vas boli preveč, oziroma da pri sami izvedbi vaje trpite. Če začutite preveliko bolečino konstantno celoten čas, dajte vajo izpustiti in jo kasneje ponovite, ko bo bolečina mimo. Ok, gremo naprej. Sedamo na vse 4. Tretja vaja. Počasi spustimo. Dol. Boke na pete. Glava gre dol. In spustimo roke čim bolj naprej. V tem položaju poskušamo iztegniti roke naprej, trup je dol, medenica počiva, hrbet je sproščen in mi smo dol lepo sproščeni. In v tem položaju vdihnemo 5-krat globoko in izdihnemo skozi usta. Včasih se dvignemo gor na vse 4, sprostimo, se usedemo na stran, sprostimo roke. To je bila naša tretja vaja. Dajte jo izvajati počasi, dajte dihati zraven, dajte se sprostiti. Ni pomembno, da trpite v sami izvedbi, ampak celoten današnji trening je namenjen sprostitvi. Ostale so nam še 2 vaji. Obe vaji bomo izvajali leže na hrbtu. In sicer prva vaja bo poskrbela, da raztegnemo zadnjico, kolk in zadnjo nožo oziroma našo zadnjo stran stegna. Uležemo se na hrbet. Kolena so pokrčena, stopala so na tleh. Eno stopalo prekrižamo čez drugo koleno, se pravi, jaz v tem primeru desno stopalo oziroma desni gleženj čez levo koleno. Glava je sproščena na tleh, koleno desno je odprto, roko desno potisnem skozi korak, roko levo grem okrog levega stegna spodaj, primem prste med sabo in počasi potegnem levo koleno sebi. Če vajo izvajate pravilno, bi morali začutiti razteg desnega stegna proti medenici in kolku. Držite lepo, dihate sproščeno. Hrbtenica je na tleh, rame so na tleh, dihamo. Če je vaja prelahka, lahko poskusimo tudi, da se primemo za koleno na zgornji strani in ponovno podvlečemo levo koleno proti sebi. Če nam pri sami vaji telo beži naprej, pojdimo eno stopnjo nazaj, se primemo pod kolenom in držimo spodaj na lažji način. Sprostimo počasi nogo dol, spustimo stopalo noge na tla, dvignemo drugo stopalo nasprotno na koleno, gre druga roka, se pravi v tem primeru moja leva, skozi korak, z drugo roko desno se primam pod kolenom in počasi potegnem nogo k sebi. Rame počivajo na tleh, glava počiva na tleh. In če pravilno počnemo vajo, čutimo rahel razteg na našem kolku, na naši zadnjici, gor proti hrbtenici. Gib zadržimo vsaj minuto.
počasi popustimo, nazaj dol. Super. Pri zadnji vaji, peti vaji, bomo pa desno stopalo položili na levo koleno, levo roko bomo prijeli desno koleno in bomo počasi potegnili koleno v nasprotno smer in zadržali glavo v drugo stran. Če vajo izvajamo pravilno, začutimo razteg zgornjega dela stegna, spodnjega dela hrbta, gor proti rami in naprej v roko. Dvignemo počasi nogo gor, spustimo stopalo na tla, drugo stopalo dvignemo gor, ta roka je na tleh, nasprotna noga in roka, se pravi koleno, ki je v zraku, in nasprotna roka se dotakneta in povlečemo počasi vse skupaj v stran. Dihamo, da se sprošča, raztegujemo, se pravi čutimo razteg ledvenega dela, medenice in naprej v stegno. Rama je na tleh, sproščeni smo, dihamo. Vrnemo počasi nogo gor, spustimo stopalo na tla. Če vam je sama izvedba vaje zelo pretežka, bom pokazal zdaj še lažji način, tudi bolj enostaven je. Mogoče se malo zakomplicirali, ker se vam je zdelo, kako zdaj, nasprotna noga, nasprotna roka. Ampak, če boste počasi sledili mojemu glasu, me poslušali, ne preveč gledali pri tej vaji, boste točno razumeli, kaj vam govorim. Lažja izvedba tega vaje, oziroma pete vaje, je pa ta, da imamo eno nogo na tleh, drugo koleno je v zraku, nasprotna roka od kolena prime koleno in ga počasi potegne v stran. Vajo izvajamo počasi, kontrolirano, izdihnemo in spustimo toliko, kot nam telo dovoli. Ni potrebno na silo izvajati tega giba, ni potrebno na silo vleči kolena dol. Sprostimo se. Vrnemo nogo v prvotni položaj, gor, spustimo počasi dol, dvignemo drugo koleno, iztegnemo nogo, spustimo roko dol, nasprotno roko od kolena združimo skupaj s kolenom in počasi koleno vlečemo v stran. Čisto počasi izvajamo gib. Dihamo. Poskušamo zadržati nasprotno ramo na tleh, dihamo. Počasi vrnemo gor in spustimo dol. Super. Se damo na stran, če vas boli hrbtenica, dajte biti pozorni tudi na dvig, kako se dvignete ob tav, se date na stran, spodnja roka je na tleh, spodnja koleno je na tleh, druga roka zgornja nam pomaga, se oslonimo na roko in se počasi pomagamo gor. Super, kako se vam je zdelo? To je bilo naših 5 vaj, ki vam lahko vsakodnevno pomagajo za preprečitev in tudi kot preventiva pred bolečinami v križu.
Celotna vaja in celoten sistem motiviranja je nastal z sodelovanjem različnih strokovnjakov. In sicer skupaj smo stopili na kup strokovnjaki strani fizioterapije, psihologije, vadbe, prehrane in sestavili kompleksen, popoln vadbeni program, ki je tako online dostopen kot tudi osebno. In celoten program je zasnovan varno, da ga lahko izvaja vsak, ali je to začetnik, ali pa celo nekdo, ki je zelo ekspert, ki je že vešč vadbenih programov in ki tudi že zna vaje. Zdaj pa tako, sledi zadnji del in del, ki ste ga vsi najbolj pričakovali, to je žrebanje. Jaz imam tukaj že pripravljeno našo posodo z listi. Imamo različne ljudi, ki so sodelovali pri temu. Kaj je bilo pomembno? Pomembno je bilo v bistvu, da ste objavo delili in komentar označili najboljše prijatelje, s katerimi boste pojedli to, kar boste skuhali. Ne, se heca. V bistvu najboljše prijatelje, za katere želite, da izvejo o najboljšem programu trenutno v Sloveniji. Zdaj pa tako, začnimo. Jaz mešam, bom malo mižal in tisti listek, ko ga preštejem do 5, potegnem ven, bo zmagovalec. Se pravi, gremo 1, 2, 3, 4, 5. Evo ga, ta je. Super. Kdo je današnji dobitnik in srečnež? Anja Petkovšek. Super, Anja, evo. Anja Petkovšek, da pokažem, prejela si brezplačno kuharsko video delavnico, kjer boš vedela, kako se pripravi zdrav zajtrk samo 3 sestavinami. Anja, pišemo ti v inbox, javi se nam, če nas trenutno gledaš v živo, napiši v komentar karkoli, pritisni like, karkoli vsi ostali, ki ste gledali, dajte prosim, pustite komentar, kako se vam je zdel naš webinar, a bi mogoče za naslednjič imeli kakšno posebno željo, ali imate kakšen predlog, karkoli, z veseljem vas bomo upoštevali, tako da hvala, da ste nas spremljali danes na našem 5. webinarju in se vidimo prihodnjo sredo na strani motiviraj.me. Čau!